Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Spet se bomo pogovarjali o programu Svit. Program Svit, ki rešuje življenja. Kako pomembno je izvedeti pravočasno, če se nam že zgodi ta smola, da dobimo raka na debelem črevesu ali danki. Kajti, če reagiramo pravočasno, še zlasti pa, če s pomočjo programa Svit odkrijemo tiste predrakave tvorbe, s katerimi lahko popolnoma preprečimo bolezen, potem vemo, kako zelo važno je, da se udeležujemo in da sodelujemo. Program Svit je za vse državljane, pač od določene starosti naprej, predvsem pa je brezplačen in velja ga izkoristiti. Ko dobimo kuverto, na kateri piše Svit, naj res ne bi več pomislili, da je to morda kakšna reklama, kakšna nadležna stvar, ki jo je potrebno vreči v smeti. Svit rešuje življenja. Zato odprimo kuverto, odzovimo se in ukrepajmo. Hvala lepa za tale uvod, spoštovane gospe in gospodje, ampak od tod naprej bosta govorila moja dva gosta. Gospa Irena Debeljak prihaja kot svetovalka v klicnem centru programa Svit, je diplomirana medicinska sestra in univerzitetna diplomirana organizatorka. In seveda gospod Uroš Rozman, ki tudi dela kot svetovalec v klicnem centru programa Svit, je pa diplomirani sanitarni inženir. Takole, kar dober uvod sem naredila, kako pomembno je, da se odzovemo. Ali pri vas, recimo v tem klicnem centru, kjer ljudje dobivamo vse sorte, recimo dodatne informacije, telefon pogosto zvoni? Seveda, telefon kar zvoni, ljudje še zmeraj se jim v mislih pojavijo določena vprašanja. Zdaj v zadnjem času, kajti začeli smo ponovno vabiti osebe, se pravi na ponovno testiranje, se pravi poteka drugi presejalni krog še do konca tega leta in ljudje v vsakem vabljenju domov dobijo tudi novo pristopno izjavo. In vprašanje se pojavi, zakaj ponovno izpolniti pristopno izjavo, saj sem le to že opravil pri prvem testiranju. Zdaj poudaril bi rad, da ponovno izjava je zato potrebna, kajti v vmesnem obdobju se lahko zgodijo kakšne spremembe, recimo oseba zamenja izbranega osebnega zdravnika, morda je celo opravila kolonoskopijo, ali morda tudi kontaktna telefonska številka je različna, ne? Se pravi, v vsakem vabljenju je potrebno ponovno izpolniti pristopno izjavo in na to po prijemu te izjave pošljemo testni komplet. Koliko vas pa dela v tem klicnem centru? Je to pravzaprav neka večja zadeva, morda večji tim ljudi? Tako je, v klicnem centru nas deluje 5 zdravstvenih delavcev, tudi z izkušnjami z delom v zdravstvu, z delom z bolniki, ki so imeli raka. Tako da mi smo zdaj še tudi nadgradili našo telefonsko centralo, vse z namenom, da smo še bolj dosegljivi za naše klicatelje, kajti zavedamo se, da smo v bistvu s programom Svit začeli nek nov trend. Včasih so ljudje hodili zdravniku, ker so bili bolani, mi pa želimo s tem našim programom preventivnim, da ljudje že vnaprej preventivno poskrbijo za svoje zdravje. In ker so ljudje dosti pričakujemo veliko suverenosti pri tem, smo jim pač pripravljeni v klicnem centru pač priskočiti na pomoč v vseh fazah vključevanja v program, tako pri izpolnjevanju izjave, kot recimo pri odvzemu vzorčkov blata in tudi potem kasneje, kolikor se izkaže, da je izvid pozitiven in je potrebno opraviti kolonoskopijo. Skratka, ne glede na to, v kateri, recimo, kje se človek znajde, kakršenkoli problem ima, ali recimo, tako kot smo rekli, ko dobi pravzaprav šele vabilo, ali pa potem, ko že oddaja morda testerje, vedno lahko pokliče in vedno dobi informacijo. Tako je, z veseljem vsakemu pomagamo, ne. Se pravi, zgodi se lahko, ali narobe odvzamejo vzorčke blata, naknadno ugotovijo, da so se pri odvzemu zmotili, morda napačno so izpolnili pristopno izjavo ali jo ne znajo izpolniti. Lahko nas pokličejo, vsakemu rade volje pomagamo, pošljemo nov komplet testerjev, to je pač najmanjši problem, ne. Mi se pač želimo, da vsak, ki je povabljen, tudi opravi ta test. Seveda pa lahko obišče tudi druge točke, imamo v zdravstvenih domu, lahko obišče tudi Svitove kontaktne točke, kjer lahko dobijo dodatna pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju odvzema vzorcev blata ali seveda tudi pri osebnemu izbranemu zdravniku.
Po drugi strani pa je po svoje najbolj udobno, če človek praktično z domačega fotelja lahko pokliče. In vi ste tam na razpolago. Praktično vsak dan, vsak delovnik? Tako, mi smo na razpolago vsak delovnik, nekje od 8 do 14 ure. Kot sem že rekla, smo še bolj izboljšali v bistvu našo telefonsko centralo, tako da lahko dobimo več klicev, istočasno. Bi pa mogoče opozorila morebitne klicatelje, naj ne obupajo, kolikor nas ne dobijo. Mi smo dosegljivi tudi preko elektronske pošte, tudi preko telefaksa. Drugače pa tudi pokličemo klicatelje nazaj, kolikor nas ne morejo priklicati. Lahko je to tudi problem, če so telefonske linije preveč zasedene, pa morda kdo misli, da ste nedosegljivi ali kaj podobnega. Se vam to pogosto dogaja, da pregorevajo vaše linije? Seveda, kakšen dan je, ko je ogromno klicateljev, res žal, z vsem delom, ki ga imamo sporedno, ne moremo vsem odgovoriti, se pa trudimo, da ko je usporedno delo mimo, pokličemo seveda nazaj. To nam tudi omogoča telefonska centrala, tako da lahko pokličemo nazaj. Seveda lahko pa tudi nam pošlje elektronsko pošto, faks, sporočilo in z veseljem jim bomo odgovorili. Poglejte, še nekaj se recimo dogaja. Glede na to, da je pravzaprav vse, karkoli se počne v tem programu Svit, povezano s tisto našo zadnjo platjo, če tako rečem. Mi smo se že navadili o tem govoriti, zato nimamo ne predsodkov, ne težav, ampak marsikomu je težko. Ali recimo prihaja tudi do določenih takih nerodnosti, ko morda, nekomu testerji padajo v WC, na vse zadnje te vzorce jemljemo ravno tam. Imate občutek, da je ljudem mogoče težko telefonirati, pa da se marsikdo potem ne odzove v program, ravno zaradi tega, ker se mu zgodi kakšna taka nerodnost, o tem pa res ne morem govoriti z nikomer. Ja, vsi smo ljudje, to se zgodijo lahko kakšne neprijetnosti, ali da pade tester v straniščno školjko med vzemom. Tudi že kakšen hišni ljubljenček ali pa vnučki so se poigrali s testerji, to se seveda lahko zgodi. Tudi med vzemi, glede na to, da sta potrebna 2 odvzema, lahko pride do težav s hemoroidi. Takrat potem seveda drugi odvzem postane problem, ker je potrebno odvzeti oba vzorca znotraj 4 dni. Jaz bi rada povedala vsem udeležencem, naj jim ne bo nerodno. Mi smo zato v klicnem centru, da lahko pomagamo tudi v takih primerih. Brezplačno pošljemo ponovni vzorček, tako da vse, kar potrebujemo, je, da nas pokličejo ali pa pošljajo sporočilo preko elektronske pošte in čez nekaj dni se novi vzorček že pojavi v njihovem poštnem nabiralniku. Gospod Rozman, gledajte, na začetku, pri prvem testiranju so bili testerji drugačni, kot so sedaj. Ali imajo ljudje mogoče tudi kakšne težave ravno zaradi tega? Morda so prvič recimo nekaj naredili, pa je zdaj kaj bistveno drugače, ali kaj se recimo dogaja dejansko s temi testerji? Mogoče bi bilo pametno, da se še enkrat pokaže točno, kako se odvzame. Tako, zdaj testerji niso tako drugačni. Ugotovili smo, da s temi novimi testerji prihaja do manjših napak, v bistvu smo izboljšali. Seveda se še pojavljajo določene nepravilnosti, recimo ne opažamo več tako veliko napak za preveliko količino blata, kar nam te novi testerji omogočajo, da vsak udeleženec težko odvzame preveliko količino blata, sam zaradi takšnih testerjev, takšnih oblik. Zdaj lahko pokažem. Tukaj je v bistvu ena pošiljka, ki jo vsak udeleženec dobi po pošti, seveda, ko prejmemo njegovo pristopno izjavo. Sestavljena je iz spremnega dopisa. Spremni dopis pa izgleda takole. Ja, hvala lepa. Spremni dopis. In v kompletu imamo 2 tulca. Eden je rdeče barve in eden je rjave barve. Priložena je zraven tudi vrečica. Zelo pomembna sestavina. Tukaj gor so napisani imen, priimek udeleženca, njegovi rojstni podatki. Seveda, ker je zelo pomembno, nismo pozabili tudi na navodila, kako odvzeti vzorce blata. In seveda, priložili smo tudi toaletni papir, ki ga vsak udeleženec da v straniščno školjko in tako, da lažje se ujame
blato. Kajti pri novih školjkah imamo problem, ker so zelo navzdol in to je za lažji odvzem vzorca. In včasih je bil problem, kako boš s časopisom, s toaletnim papirjem in podobno. To, se pravi, to je tudi izboljšava v drugem krogu. Se pravi, ko se pač vsak odloči, da bo odvzel vzorčke blata, svetujemo, da vzame vzorec pri prvem odvajanju v dnevu, to je najpogosteje zjutraj. Tako, vzajemno ni važno, katero predko rdečo ali rjavo, ni pomembno in jo v nasprotni smeri urinega kazalca obrne. Tako. In na to stavi vam paličico. Vmes se pravi upravi z veliko potrebo, blato se bo jelo na ta papir, ki sem ga prej pokazal, in na to v parih potezah povleče po blatu. Pomembno je, kot seveda prvo, da je blata samo toliko potrebno, da se ta konica te paličice umaže z blatom. Več ni potrebno. Če bi se slučajno zgodilo, da se pač več blata prime, ni problem, lahko pač s papirčkom odstranijo. In ko to dozame... Problem je, če je tega preveč. Premalo ne more biti. Premalo, zelo težko. Tukaj od spodaj so tudi takšne zarezice, kamor se potem to blato ujame. In potem, ko to oduzamejo, ustavijo, se pravi, v tulec nazaj in stisnejo skupaj. Tako je pač oduzet prvi vzorec. Tega potem shranimo v hladilnik, nekam stran od živil in naslednji dan, oziroma najkasneje 4. dan po odvzemu prvega vzorca, odvzamejo še drugi vzorec z istim potekom. Kar bi zelo poudarili, kar smo ugotovili, v bistvu ena nova napaka, ki se največkrat dogaja, da osebe pozabijo, se pravi, te dva vzorca vstaviti v našo priloženo vrečico. In veliko smo ugotovili, ko kakšen pokliče v klicni center, poslali ste mi poziv, da ne pošljemo vzorčka blata, jaz sem pa to že storil. Kajti zgodi se, da osebe pač vstavijo te tulce kar v naravnost v to ovojnico za pošiljanje in ko potem, ko v laboratorij prejmejo to, ne vemo pač od koga so. In seveda tukaj gor, kjer so podatki od vsake osebe, sta potem še okenca, kamor se vpiše datuma odvzema. Se pravi, oba tulca vstavimo v to vrečico, jo odpremo, postavimo notri, zapremo, damo v rumeno ovojnico in oddamo pri okencu na pošti. Se pravi, to je to. Mogoče bi še poudarili za ta naš imunokemijski test, ni potrebno prilagoditev prehrane. Se pravi, nobena prehrana ne vpliva na naš test. Tudi mogoče zdaj zimski čas, ljudje uživajo recimo krvavice, ne vpliva na prehrano. Ravno tako jemanje železovih preparatov, tako da ljudje lahko mirno izvedejo sam odvzem. Se pa odsvetuje odvzem v primeru, da imajo ljudje težave mogoče s krvavečimi hemoroidi, tudi v času menstrualne krvavitve seveda se to ne odvzame, ker to vpliva na sam rezultat. Potrebno je urediti prebavo, če je prišlo do diareje oziroma driske, če tako povem. Takrat tudi ni priporočljivo samo odvzem, ker vpliva na rezultat. Predlagamo ureditev prebave, pa potem odvzem. Na vse zadnje saj ne gre za en dan ali dva. Na vse zadnje ljudje tudi po nekaj mesecih pošiljajo, pa je še vedno vse v redu. Seveda, tudi recimo, da dopolnim kolegico, če recimo vzame en vzorček blata in potem pride recimo do menstrualne krvavitve, tako lahko pokliče v vsakem primeru, dobijo nov komplet testerjev. Tako da tisti, ki imajo doma mogoče samo en tulec in bi zdaj želeli, pokličite, bomo uredili in poslali nov komplet. Kdaj pa je bolj pametno kljub vsemu obiskati zdravnika in recimo pri njem poiskati pomoč? Ja, seveda, če je test negativen, doben test, tudi naš ni 100%. Če se imajo oseba težave, recimo in naš test negativen, seveda je potrebno obiskati zdravnika. Če je kri v blatu, ki ni pojasnjena, je treba obiskati zdravnika. Veliko ljudi opazi vidno kri na blatu, takrat je treba obiskati zdravnika. Največkrat so možni hemoroidi, ampak to je potrebno potrditi. Kljub vsemu, gre za to, da se izloči kakršenkoli drugačen razlog. Gospa, kako pa je recimo takrat, kadar pacient dobi pozitivni test? Kakšna je recimo naloga in vloga klicnega centra? Najprej bi rada poudarila, da če v primeru, da pacient dobi pozitivni test, naj se ne prestraši. To še ne pomeni, da ima raka. Pomeni, da smo v njegovem vzorčku blata našli kri
In potrebno je preveriti, zakaj je prišlo do te krvavitve in kaj je vzrok te krvavitve. Lahko da so vzrok tudi predrakave spremembe, kajti kar malo manj kot 70% po pozitivnem testu odkrijemo tudi tako imenovane polipe na črevesju, ki so predrakava sprememba. In ki že krvavijo? Nekateri ja, nekateri pa zaradi tudi tega ne. potem je dejansko prepoznavno. Ne? Tako. Predlagamo, da ko pacient prejme našo pošiljko, najprej dobro prebere, dobi pa preko pošte en tak izvid, na katerega obveščamo, da je izvid pač pozitiven. Zraven priložimo vprašalnik za kolonoskopijo, na katerem je potrebno označiti zdravstveno stanje. Potem pošljemo tudi recept za Moviprep, to je sredstvo za čiščenje pred kolonoskopijo, in pa tudi tako knjižico o kolonoskopiji, kjer so vse potrebne informacije o preiskavi, kako preiskava poteka in kako se je dobro na to preiskavo pripraviti. Naj poudarim, da dobro pripravljen pacient je potem tudi sama preiskava bistveno lažja. Mogoče pred obiskom naj si pacienti tudi napišejo kakšna vprašanja, preden grejo k svojemu osebnemu zdravniku, da so potem že pridejo pripravljeni na pregled. Osebni zdravnik jih seveda seznani s potekom preiskave, napiše napotnico za kolonoskopijo, izpolni vprašalnik o zdravstvenem stanju in izpolni recept. Potrebno je tudi določena prilagoditev jemanja zdravil pri kroničnih bolnikih, še posebej bolniki s sladkorno boleznijo in pa bolniki, ki jemljejo zdravila proti starjevanju krvi. Vkolikor jim zdravstveno stanje pacientov ne dopušča, da bi čiščenje črevesja varno opravili doma, jim lahko organiziramo tudi hospitalno pripravo v bolnici. To jim potem izvede klicni center. Šele potem, ko je pacient obiskal osebnega zdravnika, lahko pokliče bodisi sam, bodisi s pomočjo zdravnika ali medicinske sestre v naš klicni center, kjer se potem dogovorimo o lokaciji kolonoskopije in samem terminu. Je več lokacij po Sloveniji, lahko recimo nekdo tudi izbira? Tako, v Sloveniji imamo trenutno 23 kolonoskopskih centrov, kjer lahko pacient opravi kolonoskopijo, želimo prisluhniti željam pacientov, pa tudi, ker so lokacijsko razporejeni po celi Sloveniji, je nekje pač zaželeno, da v bližini tudi doma pacienta opravi tudi potem preiskavo. Tako da, če se le da, pač prisluhnemo željam. In to pomeni, da je v relativno kratkem roku človek lahko opravi kolonoskopijo. Namreč, ko dobiš pozitivni izvid, poglejte, najbrž se v človeka naseli strah, čeprav ste že na začetku rekli, da je to v manjših, torej v minimalnih primerih je dejansko odkrit rak. Veliko več je teh predrakavih obolenj, ali drži? Tako, res je. Kot sem že rekla, se v malo manj kot 70% po pozitivnem testu tudi najdejo polipi. Smo pa v prvem ciklu odkrili približno 800 rakov. In kar je v bistvu, smo veseli, da je tak rezultat, mogoče me ne bo dobro razumeli, kar preko 70% je bilo odkritih primerov, ko je šlo za bolezen odkrito v stadiju 1 in 2, kar je zgodaj odkriti rak, ki je še ozdravljiv. Se pravi, da pacient ni podvržen napornim oblikam zdravljenja, kot je kemoterapija, obsevanje. Pred programom SVIT pa je bilo v zgodnji obliki odkritih le približno 12%, kar je velika razlika. Potem res lahko rečemo, da SVIT rešuje življenja? Seveda lahko, če računamo, da je okoli 12% ljudi, se pravi, pride zdravniku, ko je bolezen odkrita zgodaj, ko je zdravljenje dosti težje takrat, se pravi, ko je pač rak, ko že enkrat imamo rak, in je razširjen, je takrat vse težje. Zakaj ne bi takrat, ko tega še nimamo in lahko preprečimo? Še zlasti, ker je ta rak zelo zahrbten. Pravzaprav pod običajnimi pogoji se ga odkrije pravzaprav zelo težko šele, torej še v začetni fazi, v začetni Tako je,
prikrit, ljudje praktično nimajo nobenih težav. Ne? Tudi test imenujemo test na prikrito krvavitev v blatu, kajti to kri, ki mi iščemo, praktično ni vidno s prostim očesom. Veliko ljudi pokliče za pripombo, zakaj bi pa jaz sodeloval, se ne vidim nobene krvi v blatu, ampak to je v bistvu kri, ki je zelo mikroskopska krvavitev, kajti polipi, ki jih iščemo, krvijo zelo malo. In ta kri se med blatom tako dobro premeša, ko gre pač oseba na veliko potrebo, te krvi praktično ne vidi. Je ne vidi, ampak test jo pa zazna, kar je zelo pomembno, ker se premeša, tako kot ste omenili. Tako, in tako ime test na prikrito krvavitev. Seveda, test pač reagira na to kri, na hemoglobin, ki je v krvi, in tako to kri zaznamo. Glejte, še nekaj, mogoče par besedic o tem. Namreč klicni center je zelo dobra podpora vsem v nekih trenutkih, ko so morda ali se ne znajdejo ali imajo kakršnekoli druge težave. Pa je še kaj, recimo, kamor se ljudje lahko obrnejo po pomoč, če jim pač v zvezi s programom Svit karkoli, recimo, ali ni jasno ali se ne znajdejo? Ja, poleg klicnega centra in osebnega zdravnika ter medicinske sestre, širom po Sloveniji v zdravstvenih domovih delujejo svitove točke, kjer lahko dobijo udeleženci osnovne informacije in pomoč v sodelovanju v programu Svit. Tudi ljudje s posebnimi potrebami lahko pridobijo tudi pomoč patronažne medicinske sestre, tako da ni samo klicni center, ampak se lahko tudi ljudje obrnejo lokalno, v mestu oziroma vasi, kjer tudi živijo, za pomoč. Ali lahko rečemo, da je tako dobro poskrbljeno, da če nekdo hoče, ni ovir? Ni ovir, seveda jih ni. Vsak lahko da vzorčko blata, tudi recimo slabovidni, se pravi slepi ljudje, tudi na njih smo pomisli, pri njih je predvsem problem, kajti ko grejo oni na stranišče, ne vidijo blata. Tako. Se pravi, tudi v Svitu takšnim osebam lahko pošljamo, se pravi, CD z zvočnimi navodili, kjer je lahko poslušajo celoten postopek odvzema vzorca blata. Prav tako po enem splošnem dogovoru imajo tudi možnost obiska patronažne sestre na domu, ki odredi izbrani osebni zdravnik. Prav tako lahko patronažna sestra pomaga pri pripravih na kolonoskopijo, kajti ljudje dostikrat rajši vprašajo koga medicinskega strokovnjaka, kot da recimo svojca. Tako da imajo patronažo, seveda svitove kontaktne točke, in seveda tudi mi v klicnem centru povemo, če kaj nikoli ni jasno. Mogoče še kakšno spodbudno misel za konec, potem se bomo seveda poslovili. Ja, mi bi si želeli, da ljudje čim več se vključujejo v naš program. Mi si želimo čim večjo odzivnost. Trenutno je 60%, kar nas zelo veseli. Ugotavljamo sicer, da se malo manj odzivajo moški, pa so v nasprotnem primeru bolj ogroženi, a ne sploh starejši moški. Tako da še enkrat vabim našo ciljno populacijo, vse ljudi od 50 do 69 let, možnost imajo, da se pač brezplačno testirajo v programu Svit, tako da jih vabimo, da se vključijo v naš program. Ali lahko rečemo še to, da bo s prihodnjim letom se bo začel nov krog? Tako je. Pomeni nove pristopne izjave, nove kuverte, novi testerji in ponovno bomo reševali življenja. Tako je. Vsak bo dobil domov, se pravi, spet novo povabilo, novo izjavo, tako da ne biti presenečeni, zakaj spet pristopna izjava. Vrnite, tukaj smo za vas, pomagali vam bomo. Hvala lepa in seveda, spoštovane gospe in gospodje, ne glede na to, da nam je tako rekoč vse prinešeno v naš domač nabiralnik, če sami ne bomo storili tistega, kar je potrebno, nam tudi Svit ne bo mogel reševati življenja. Pa je kljub temu vredno. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.